Lepo pozdravljeni. Danes bomo pogledali malce nazaj v čas. O tem, kako je nekoč izgledalo, da ne rečem za mejo, ki je pravzaprav potekala tukaj v neposredni bližini. Maja je bila takrat seveda drugačna, če govorimo o času druge svetovne vojne in tik po njej. In Silvijo Pečarič je o teh svojih spominih na obdobje napisal knjigo. Njega žal danes ni z nami, je pa z nami prevajalka knjige Fiorella Benčič. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Torej, govoriva pravzaprav o knjigi človeka, ki je hodil v slovenske šole, ki je doma govoril slovensko, vi pa ste vendarle tukaj prevajalka knjige Otrok na Morganovi črti. Zakaj je bilo potrebno sploh prevesti knjigo? Ja, torej, prevajalka nisem po poklicu. Jaz sem po poklicu šolnica in Silja poznam, ker sem poučevala njegovega sina. In tako, ko je pa knjiga nastala, je nastala v italijanščini. Prvič, ker Silvio tudi je želel, da ta pojav Slovenca, ki je šel čez mejo in torej bil ezul med narekovaji, je bil relativno nov fenomen, v smislu, da vsi ezuli so tako avtomatično bili Italijani. To je to prvo. In potem pa torej to področje okoli meje, Škofije, Hrvatini, Plavje, so praktično se izpraznili po drugi svetovni vojni. To je posebno od leta 1948 dalje, so praktično 150 gospodinstev, kar je bilo, si jih nastalo lahko 5 ali 6, ne. Torej, veliko del ljudi, ki so govorili slovensko in so potem se preselili z razlogov, ki bomo potem razložili kasneje, so nekje izbrali italijanščino oziroma italijanstvo kot pripadnost. In on to je hotel tudi razkriti to po eni strani, po drugi strani vemo, koliko je slovenščina zahtevna, ko pišemo v slovenščini, in zato tudi je rekel, veš, ne bi hotel, da bi se kakšnih napak, se takoj pozna, mi zamejci, tako se nam pozna, ko pišemo v slovenščini, ker so ti razni kalki z italijanščine in podobno. In tako je on se odločil to za italijansko varianto. Pri tem tudi je dobil veliko podporo, ker Capello, ko je to izdal, so bila razna srečanja, in ko smo pa mi gostovali v Miljah, ker on je pač Miljčan, to njegovo knjigo, seveda vsi ima, kaj ne bi škodali, zakaj ne bi tudi se prevedlo v slovenščino, in seveda nihče se ni javil, ne, in potem se ga poglej, če ti ustreza, jaz bom poskusila, ampak ponavljam, nisem prevajalka. Sem pa vedela, da potem za mano bo nekdo malo škrtačil besedilo, bodo popravili, Vesna Alamut je bila zelo prijazna z tega vidika, in potem seveda tudi Tanives Mahne je tudi ona recimo lektorirala besedilo, tako da vem, da je šlo vse v redu. Torej, avtorja poznate že dolgo? Ja, dolgo, recimo avtorja poznam vsaj 40 let, ker takrat recimo sin je prišel na srednjo šolo v Dolino, to je bilo v začetku 80 let, takrat jaz sem začela poučevati, sem ga vozila tudi domov, ker pač, ko je moj urnik sovpadal z njegovim, je kar stopil v avto in se ga peljala do doma in sem tudi stanovala tam blizu, tudi jaz, ne. Tako da smo tudi sledili temu otroku, potem ko je odrasel, in tudi na žalost ga je pobrala ena kruta bolezen, tako da njemu je ostal samo ta otrok dejansko, ne? Ker večkrat pove, da to je neka dediščina, ki jo on pusti potomcem, v smislu s tem, da nima svojih potomcev, ne? Ampak to, da ljudje vedo, da razumejo, kaj se je zgodilo, in da so seznanjeni z neko realnostjo, ki je tako blizu, ampak recimo verjetno za vašo generacijo je popolno nekaj tujega. Ja, pravzaprav sem ravno razmišljala o tem, kako dobro se človek pri 85 letih lahko spominja 80 let nazaj in kako dobro se recimo sama spominjam otroških spominov, ker piše res z izjemnimi detajli, od tega, kako se je oče vrnil iz vojne in kako se spominja, da je bil to samo nek človek, ki mu je želel nekako potisniti čokolado v roke, pa je ni hotel, ker je sedel na posteli, ki je pripadala njemu in mami. Tako da se vam zdi, da
spomin očitno še zelo dobro Zelo dela. dobro. Moram pa reči to, da on v italijanščini knjiga je izven meja, fuori dai confini, ne. In on je naredil neko vrsto samo psihoanalize, v smislu, da te meje je on počasi premoščal, notranje, psihološke, socialne in tudi jezikovne. Zato tudi je nekaj gradil počasi. Je dobil pa tudi navdih od maminega dnevnika. Ko je mama pisala ta dnevnik, je imela ta intervju in je rekel, jaz bi tudi, ne. Torej to res pa, da zares natančno, prav kot so slike. Ima pa veliko gradiva, oni so vse shranili, ko so prišli, kljub temu, da je bila ta trojna selitev, so vedno slike in gradivo in material in risbe. On pravzaprav je slikar, ne, torej, to je njegova prva in zadnja knjiga. Ampak on je počutil neko potrebo, ne, da se spove in zato počasi zgradil ta mozaik, ki pa je za nas tudi zelo prijeten, ker pač zares pripoveduje z otrokovimi očmi. In to nekje znamo se postaviti njegovo kožo, vsaj meni se je to dogajalo, ko sem prevajala, ne, da sem se čutila malo Silvio tudi jaz. V knjigi pa sicer, ko pri prevajanju ste mogoče imeli probleme, zanima me, kako so na primer te narečne besede izpadle. So tudi v tej narečni slovenščini v italijanščini? Ja. Torej vse besede, ki so v narečni slovenščini v italijanskem besedilu, ne, seveda zraven je bil prevod, sem jih pustila na laž, ne, zato da tudi tisto, kar je knjižni jezik, je ena raven, potem pa tisto, kar so pa narečene besede, ki so razumljive tudi za Italijana, ne. Recimo, kar družiti, to je bil en izraz, ki je veljalo tudi za Italijane. In torej škafa, mislim, taki izrazi, ki pač se ve, da so neka kojne splošna, ki velja tako za slovensko kot za italijansko govoreče. Tudi če kdaj je napisano s š-jem? Ja, tudi če je napisano s š-jem, tako. In to tudi se mi je zdelo kot žlahtno, ne, ker pač to je bilo otrokovo besedišče, to je nekaj pristnega in seveda potem za slovenskega bralca pride razlaga oziroma malo tudi povoha smisel neke besede, ampak to smo nalašč prav, kot je bilo v italijanskem besedilu, tako tudi v slovenskem, torej ti narečni izrazi so nastopali. Pa ste kaj opazili recimo razlike med pisanjem njegove mame v stilu? Se pravi, ker imamo tukaj odlomke pisanja njegove mame, odlomke, ki jih on piše kot otrok, odlomke, ki jih piše on kot odrasel, ker je v bistvu tudi s črkovno vrsto, s fontom malo drugače prikazano. To smo potem pa malo nekje dosegli strani založništva, zato ker v italijanski verziji pa tega ni bilo, ne. Črke so bile vedno isti font je bil. Zdaj, kar se tiče pa maminega dnevnika, je tako. Mama se dejansko ni nikoli šolala v slovenskem jeziku in torej jezik, ki ga je ona uporabljala za dnevnik, je bilo narečje v glavnem. Zdaj, Silvio je to pretvoril v italijanščino. Jaz z italijanščine sem spet v slovenščino, tako da dejansko ni njeno izvorno besedilo, ne, njeno pristno izražanje. Ker tudi je bilo težko zdaj poseči po tistih papirjih, Silvio je bil tudi zelo bolan v tistem obdobju in je rekel, veš kaj, kar pusti tako, prevedi z italijanščine v slovenščino, ne bo gotovo ista slovenščina, ki jo uporabljala mama, ampak bistveno je tako, da damo neki utrinkov z tistega njenega zelo tudi težkega življenja. Se pa zdi zanimivo, tako sploh, ko govorite o kakšnih istih situacijah. Ste sami recimo tudi opazili, da je kot otrok očitno se mu dobro vtisnil ta čas druge svetovne vojne in po drugi svetovni vojni zelo dobro v spomin, ampak hkrati je pa še vedno zelo ta otroški egoizem prisoten v tem smislu. Noben se ne ukvarja z mano, čeprav imajo zelo očitno, ne vem, tam debato o ustvarjanju nove družbe in podobno, ampak njega moti, da vsi kadijo in da noben se ne igra z njim v tistem trenutku.
Ja, to je usoda teh otrok, ki so, recimo, ki nimajo bratov, ne, torej edinci. Jaz sem tudi sama edinka in sem imela iste probleme, ne, sem bila dejansko, ne, center sveta, ampak je izgledalo, da posebno odrasli tako me izrabljajo, pravzaprav sem imela ta vtis, ker katerokoli stvar so pošiljali mene, ne, da grem nekam v trgovino in tako. Je pa res, da odrasli niso bili v stanju pripraviti tega otroka, mu nekaj razlagati, ga tudi postaviti v tako situacijo, da razume kolikor toliko, ne. To je zdaj ne vem, ali so hoteli ga ščititi pri tem, ne, da ga nekje branijo pred nekimi težavami, pred nekimi spoznanji, tudi mama sama ni vedela, če mož je živ ali ne, in zdaj ga pripravljati na neko smrt, o kateri ni bila gotova, je tako rajši pustila, da je vse neobdelano, ampak to je pomenilo, da dejansko še večjo negotovost za tega otroka, ne. Otrok pa je živel ob Morganovi črti. Ja. Nam lahko na kratko poveste, kaj točno je Ja, ta torej črta to bila? je, meni je žal, da v slovenski izdaji ni bilo tistega prispevka Leandra Cunje, ki je zelo lepo natančno orisal prav zgodovinsko ozadje, kako je nastala. Torej, Morganova črta je nastala, ko je torej to slovensko, kako je že, tržaško svobodno tržaško ozemlje, kot ena torej država, vmesna država, ne, in ker pač je izgledalo, da Jugoslavija ima pravico do tega ozemlja, ker pač je zmagala vojno. Italija tudi, ker pač tukaj je bilo v glavnem, to se govori predvsem v Trstu, ne, torej bila v glavnem Italija in zaradi tega so ustvarili recimo to začasno državo, tako rekoč, pod administracijo, kjer so bili Francozi, ki so se takoj umaknili, Američani, Angleži in na drugi strani Jugoslovani, Rusi so tudi hitro torej spustili nadzorstvo. In potem je ta črta recimo šla od Trbiža do Lazareta, so ljudje padli na eno stran ali na drugo, torej v enem kraju, kjer že stoletja so se premikali svobodno in so trgovali in hodili v službo in podobno. In ta črta je ravno padla za hišo, avtorjevo hišo, torej teh Pečaričev, tako da oni z enim oknom so gledali v cono A, z dvoriščem pa v cono B. Hiša je pa bila na Škofijah. Na Škofijah, prav, tudi sedaj je še vedno tam, in na Škofijah je ena rumena črta v enem zidu, ki prav prikazuje, kje je potekala ta prva Morganova črta. To je leta 1945, ker potem pa so bila razna pogajanja, so se zaostrili ti odnosi, zato ker je torej bila ta močna kontrola na meji. Ljudje so tudi, posebno ti delavci, ki so hodili v ladjedelnico ali pa v čistilnico Aquilo, ki so hodili v službo in so morali seveda prečkati to mejo. Zato, da potem praktično grejo v službo, so morali imeti eno potrdilo, da so pretvorili svojo plačo iz amlire v jugolire. In pri tem so veliko izgubili na vrednosti te plače in seveda zaradi tega so se izogibali torej te menjave in potem so morali imeti pa potrdilo, da zares so to menjavo uredili, in ker pa tega potrdila niso imeli, so včasih tudi tvegali, da pridejo v službo tudi pozno. Na koncu kaj so se odločili? Da ostanejo v coni A. In z njimi potem pa so prihajali tudi družine, ne? Tako da s toliko gospodinjstev, kot je bilo, kot sem rekla prej, 150, se je zreduciralo na niti 10 družin, ki je ostalo v coni B. In ti odnosi potem so se vedno bolj zaostrili in leta 1954 pa kaj se je zgodilo, da so še
premaknili to črto v Rabojezu, tam, kjer je sedaj. In seveda ta družina Pečaričev je utrpela dvojno škodo, ker ravno v Rabojezu si je začela zidati novo hišo. In v trenutku, ko potem so prišli do te novice, da meja bo potekala recimo za hišo, so zapustili tudi to hišo in so drugič prišli v cono A. In to je seveda močno zaznamovalo zdravje tudi Pečaričeve mame in nasplošno je globoko vplivalo tudi na potek celega dogajanja. Je pa bila mama pravzaprav do skoraj nedavnega še živa. Še živa, ja, torej mama je bila mačkolanka, kje pa je tudi tako usoda, da ravno iz Mačkov je pa družina, ki je potem zasedla hišo oziroma to njihovo Pečaričevo na Škofijah. In to spoznanje, to pobotanje na koncu, v tem je tudi posnel film Simone Modugno, je posnel en dokumentarec, tako malo pripovedoval to njegovo zgodbo in potem tudi srečanje Pečariča z lastnikom, ki zdaj stanuje v tej njegovi hiši. In tudi njegova zgodba je vredna romana. Torej zdaj so tudi take stvari, ko zgodovina poseže v življenje posameznika in nastanejo tako take tudi zanimive in tragične zgodbe. Dovolite mi, prosim, da preberemo odlomek, ker se mi je zdel izjemno zanimiv. Tudi mogoče, da gledalci dobijo občutek, kako iz enega v drug čas prehaja. Takole pravi recimo na strani 52. Še vedno stojim na cesti pred svojo otroško hišo, ko od daleč zagledam otroke, ki v spremstvu učiteljic hodijo mimo stavbe, ki sem jo včasih poznal kot barako. Vznemirja me misel na to, da jaz kot otrok nisem smel mimo nje, njim pa to zdaj ni več prepovedano. Poskušam si predstavljati sebe kot otroka in ko je podoba dovolj trdna otroka oziroma sam sebe, primem za roko in skupaj prehodiva čustveno blokado. Otroku v sebi dovolim čutiti vsa čustva in vse frustracije in že samo s tem dovoljenjem se počutim lažjega. In potem prestopimo v nekdanje življenje. Nekega jutra s ceste slišim močan ropot. Stečem na dvorišče, da vidim, kaj se dogaja, spet novi vojaki. Ti imajo drugačne uniforme od Angležev. Na glavi nosijo kape z rdečo zvezdo nad čelom, Nono mi kasneje pove, da jim pravijo Titovke. Doma mi povejo, da so bili ti novi vojaki prej, v času vojne, partizani, ampak jim zdaj pravijo družeti. Tudi oni zidajo neke barake, ampak večje od tistih, ki so jih postavili Angleži. Te barake so lesene. Tudi oni postavijo drogove, ki zapirajo cesto. Mama in tata prihitita na dvorišče. Tata pravi, zdaj, ko sem se po 5 letih vojne in ujetništva končno vrnil domov, dobim za hišo Angleže, pred njo pa družete. In doda, da je to, kar se zdaj dogaja, zanj enako, kot da se vojna nikoli ni končala. To dejstvo ga tako boli, da ga večkrat ponovi. Mama pravi, da je prej hodila povsod brez strahu in brez težav, zdaj pa mora, če hoče v mlinu v Rižani kupiti malo moke, iti čez eno cestno zaporo, če hoče v domačo trgovino, pa čez drugo. Nekaj dni kasneje ugotovim, da ti novi vojaki, skriti za drogovi ob cesti, opazujejo vse, kar delamo. Med njimi je eden, ki vedno jezno gleda in me ustrahuje. Tudi mama pravi, da je zares zelo hud in da jo vedno sprašuje, kje je bila in kam hodi. Ta druže govori enako kot mi doma, slovensko, zato ga tudi jaz razumem. Večkrat je oborožen z mitraljezom in časih opasan z ročnimi bombami. Doma pravijo, da bi bil zmožen tudi streljati. Jaz pa se sprašujem, zakaj neki bi počel kaj takega? Se pravi, že razumevanje vojne strani otroka je nek nesmisel, ki ga očitno skozi leta izgubimo. Se vam zdi, da je bilo mogoče, oziroma da je pri generaciji, ki je resnično doživela drugo svetovno vojno, oziroma vsaj leta po njej, nekako lažje sprejeti oziroma si želeti miru, kot mogoče pri današnjih generacijah, ki so sprte zaradi teh časov, čeprav se zdi, da ravno generacije, ki so preživele te čase, so najbolj spravljene situacijo. Če govorimo o tej večni spravi, ki danes pravzaprav ne obstaja več, pa se zdi, da je
včasih bila bolj sprejeta, bolj prisotna? Ne vem, zato ker nekateri zares kujejo to zamero še vedno, ne. Recimo Silvia Zetto Cassano, ki je soletnik torej Silvia in se tudi poznate, ona sama je veliko pisala o tej ezulski problematiki, pravi, da vojna se je končala, a se ni zaključila, ne. In to je imelo določene posledice. On je zelo počasi in z veliko težavo prebolel in prišel do te spravne pozicije, bi se reklo, ne. Torej, moja generacija je gotovo manj bila obremenjena in je to postala kot nekaj samoumevnega, kot en razvoj dogajanj in seveda vaša generacija pa še toliko bolj nekaj avtomatičnega. Verjamem pa, recimo, da njegova mama nikoli ni prišla recimo na škofije, nikoli ni prečkala tiste meje in ko je pa oče, se je tresel dobesedno, ker se je bal, da ga bojo spet prejeli, ne. In to seveda so travme, ki pustijo posledice tudi v naslednjih rodovih. Tako da gotovo je neka pozaba, ki deluje in ki tudi nekje usmerja v neko tako bolj, kako bi rekla, spravno vedenje, ne. Torej vsi zdaj govorimo o skupnem spominu, ki je malo težko, da je skupen, ne. Dovolj, da je toleriran in danes gleda, da nekateri so trpeli bolj kot drugi, ne. Torej tukaj se gre za to, da trpljenje je bilo enakomerno razdeljeno in to treba tudi sprejeti in iti naprej. Saj, kako pa je oziroma kako gospod Silvio danes govori doma? Govori v slovenskem jeziku, ker kot otrok je govoril v slovenščini, potem pa je pravzaprav šel v deželo tistih, ki so nanj pritiskali. Ja, on govori slovensko doma, tudi v lepi slovenščini, vsaj tisto, kar jaz govorim z njim, ker tudi v narečju jaz nisem več sposobna, sem popolnoma pozabila narečje, na žalost. On torej je v glavnem tudi delal v italijanskem okolju, ampak s slovenskimi kolegi, ne. Tako da tudi na predstavitev knjige, ko so prišli, so vsi govorili slovensko med sabo. Tako da ne vem, koliko je ta italijanski svet pritiskal dejansko, koliko pa so ti, ki so prišli, če so prečkali mejo, primer recimo njegovega strica, ne, ki je s tako težavo tudi vključeval otroka v italijansko šolo. V tem primeru so prostovoljno tako zbirali to italijanstvo. Ne vem, koliko zares je bil pritisk, koliko pa zares so mislili, da pač tako, da bo šlo lažje, ker so bili hvaležni do Italije oziroma do milske občine, ki jih je sprejela. Zdaj, kar nekaj prezentacij je že imela knjiga, se pravi tako italijanska verzija, kot zdaj tudi slovenska, ki je šla pri založbi Tržaškega tiska. Kakšen je pa kaj sprejem strani občinstva? Zelo dober. Zelo dober, moram reči, recimo, ko smo na škofijah to predstavili, so se oglasile celo ene njegove sošolke in nasplošno pa tudi ljudje, ki v glavnem na škofijah sedaj je zelo malo škofjotov, ne, ki so recimo se preselili iz Vipavske in so pripovedovali, torej starejši ljudje, kako so oni doživljali to Morganovo črto, recimo to mejo, ker tudi je potekala tam v tistih krajih, tudi mladi ljudje, ki pa sploh niso vedeli, da je obstajala ta meja, ko smo enkrat na radiju poslušali te mladeniče, ki so jih spraševali, veste, kaj je to Morganova črta, kaj je cona A, kaj je cona B, celo en lokal, ne, je tam na škofijah, ki se imenuje cona B, in vsi rekli, nimamo pojma, razen enega, ki se je poglobil, ker je nekaj v Parenzani in on potem pa je to zvedel, ne. Zato tudi je bilo po mojem pomembno, da se razširi ta vest, da ljudje poznajo ta košček lokalne zgodovine, ker navsezadnje to je prav stvar krajevne zgodovine. Potem pa zelo dobro je bila sprejeta italijanska verzija tudi med Italijani v Sloveniji. Smo imeli eno predstavitev v Izoli
In na splošno oni predlagajo to tle kot razredno čtivo celo to knjigo, tako da recimo ima tudi ta možnost neke širitve, ne, v tem kontekstu. Smo potem v Trstu seveda, takoj ko je izšla knjiga, takrat je bil prisoten tudi Silvio v knjižnem centru v Trstu in tam tudi je veliko ljudi prišlo in ta Pavel Fonda nam pravi, ja, veste, to je prav, to psihoanalitikon gleda, kako sedaj je precej razširjeno tudi ta otroška literatura oziroma odrasli, ki pripovedujejo svoje doživetja, ko so bili otroci. In to je Nevelinima Ume, ki je ta Pinče, ne, te nazadnje Pinče, nazadnje tudi napisala več ali manj istočasno z njim. In to tudi zanimiv vidik, kako se nekje prečeša zgodovino z drugačnega zornega kota. Sicer mimogrede, kdo je bil ta Morgan, po katerem se je črta Ja, to je imenovala? bil ta general, zdaj se mi zdi, nisem zgodovinarka, angleški general, ki je kar preprosto tam dal temeljitve, brez da bi pogledal, celo v Gorici se je zgodilo, da en del dvorišča je bil na eni strani, na en del drugi, pokopališče tudi, ne, razdeljeno na pol, ker oni so potegnili to črto in šli naprej, torej, brez da bi se ozirali, kdo so ti ljudje, kaj doživljajo, kako doživljajo. Politika pač je imela glavno besedo. Zakaj pa se vam zdi, da je se odločil gospod Silvio opisati prav ta del svojega življenja, ne mogoče kasnejšega? Najstniška leta so pogosto tudi zelo formativna. Ne, njemu se je zdelo pomembno, ker on je doživljal te selitve, zgubo tudi nonota in tako zelo močno. In sej zato, ponavljam, tisti konfini, ne, tiste meje, ki jih je on videl fizične in psihološke, je rabil nekaj časa, da pride do tega, ampak ker se mu je zdelo, da ljudje ne vedo o tem, da niso seznanjeni s temi malimi tragedijami in zato je šel prav od samega začetka, ne? Torej on od 3. leta dalje se spomni in vse tisto, kar je ostalo njemu v spominu, tudi tisti odnos z Nemci, partizani, ki so prišli v hišo in ostali nekaj časa in tako, vse to je on potem to nanizal in dobil kot neko odskočno desko za to, da potem premošča tiste meje, ki pa so bile v njem psihološke, ne. In tisto zelo zanimivo pa je tudi zadnji del, ko on kot odrasla oseba pa nekje se oznanja kot Ezul, begunec brez zamere, ne. Torej, sama priznam, da sem imela določene težave, ko sem morala prevesti ta izraz Esule senza rancore, ne. Ker beseda rancore v italijanščini ima zelo močno konotacijo. Ni samo zamera, je ena žolčna zamera, ki seže, ne, torej zelo močno v odnos z ostalimi, ne. In tako da on je hotel pa to nekje počrtati, ker pač tudi stereotip Ezulov v Trstu ima ene določene poteze, ne, ker je zamrljiv, ker ga niso marali, ker ni bil sprejet in torej to, da Ezuli so bili Italijani v glavnem, torej, ali pa skoraj se ne govori o Ezulih, če ne o Italijanih, o braniteljih italijanstva in podobno, ne. In on je tudi to demontiral malo vse te stereotipe in s tem tudi skušal povedati, kje je izvor, ne, teh svojih težav in kako počasi je prišel potem do tega filozofskega spoznanja, ker je zelo težko, mislim, za eno osebo, ki je doživela te travme, priti do te spravne reakcije. Ja, saj sploh, ker travme pogosto potlačimo. Je imel mogoče kakšne dnevnike ali kaj podobnega iz zgodnjih let, ali je res vse po spominu? Je vse po spominu. On sicer je vedno ohranjal, ne, tisto, recimo, kar je pisal, tudi tiste spise, ki je potem pokazal, ne, tej svoji ljubezni, najstniški ljubezni.
torej on vedno ima torej to, da vse ohrani, ampak da bi jaz vedela, ni imel enega dnevnika. So bile pa tudi te zgodbe, ki verjetno so se tudi nanašale na osebna doživetja. Sicer pa mi je bilo precej zanimivo, govorimo torej o časih, ko so bile družbene vloge nekako še precej bolj tradicionalne kot danes, ampak v nekem trenutku pa recimo, govorim seveda o spolnih družbenih vlogah predvsem, v nekem trenutku pa piše, kako so za Miklavža imeli doma polento, ki jo je mati rezala s sukancem, ki ga je sicer nono uporabljal za šivanje. Je bil nono krojač ali je tako slučajno naneslo? Ja, nono je bil vsestranska osebnost. To sem tudi jaz vprašala Silvija in pravi, ja, nono je bil krojač, ker je se naučil, ko je bil med Prvo svetovno vojno atendant enega oficirja, in tam on se je naučil teh veščin in je tudi bil v stanju potem izrabljati doma, seveda za domačo rabo, in je to torej šival doma, poleg tega, da je tudi veliko bral, je imel tudi tisti poseben pogled na svet, če pomislimo v tistih letih, globoko veren, a nikoli šohmaši, ne. In torej ta vsestranska osebnost ga je strašno fascinirala tudi tega otroka. Z nono je imel verjetno malce manj stika, vsaj ena je že v teh res zgodnjih letih se poslovila z tega sveta, ampak to je pa mislim, da njegovo prvo srečanje s smrtjo. Se zdi, kot da je bila ta vojna smrt nekako preveč oddaljena. To pa je vendarle doživel, ker je bila v družinskem krogu. Je bila v družinskem krogu, je pa tudi, ta nona je bila tista, ki mi je bila najbližje, ker recimo tista prej, nona z mamine strani, on sploh ne govori o njej, očitno je niti ni poznal. Ta druga nona, s katero je živel na Škofijah, pa se mu je veliko smilila, ne, ker kot perica tudi, ko je hodila, štrace, ne, kot jim pravijo, torej to perilo, ki je potem zlikano, oprano in zlikano, nesla nazaj tem šjoram v Trste. Večkrat so jo goljufali in je zaslužila bore malo, in tako da to izpostavlja, pa tudi hči, Silvija, mama, poglej, kako so te izrabili, kako te izkoriščajo. In seveda, taka skromna figura, ki je usahnila vse naenkrat. Sicer pa o družini, recimo, ko jo tako, da ne rečem, na novo odkriva z očetom. Kakšen se vam zdi, da je imel odnos do očeta, ker ga je moral pravzaprav spoznati, ko je že se zavedal sam sebe? Ja, torej ta odnos je bil težaven in on tudi v knjigi prevečkrat sanja o očetu in po eni strani mu je žal, da ga je tako grobo sprejel, ne, da ga je sovražil dobesedno zdaj. In počasi, oče pa tudi je bil zelo introverzna osebnost in ni bil v stanju otroku razlagati te svoje dogajanja, te svoje dogodivščine, to svoje trpljenje na vse zadnje, ker težko tudi govorimo, ne, posebno, ker vidimo v otroku nekoga, ki ga moramo ščititi in kaj mu bom pripovedoval. To zelo kasno potem je prišlo do neke sprave, z očetom so si tudi zgradili potem hišo, ker knjiga se zaključi, ko jim dodelijo to stanovanje v Cindisu. Potem pa po nekaj letih oče je tudi dal na stran nekaj denarja, Silvio je dobro zaslužil, tudi kot slikar se je uveljavil in so kupili to parcelo v Starih Miljah in tam so zgradili tretjo hišo, ta dokončno, in torej obe družini sta stanovali v istem poslopju. In zdaj tam je Silvio sam dejansko živi, ker žena je v domu za ostarele. In z očetom so zelo kasno, ko potem je oče šel v penzijo, je začel počasi se sproščati in dovolil sinu, da ga pelje čez mejo pred hišo, ne, ampak pravi, še takrat se je še vedno tresel. Je pa bil oče očitno skupaj z nonotom precej zadržan tudi do nove ureditve. Ves čas nekako lahko spremljamo, kako je
stric veselo pel komunistične partizanske pesmi, medtem ko oče in nono sta bila ob tem tiho. Tako precej nekje ravnodušna, bi rekli, ne. Tudi zato, ker ne vem, oče verjetno ni imel nobene izkušnje, kar se tiče odporništva, ne. Ker s tem, ko je leta 1943, ko se je razsula italijanska vojska, on takrat je bil, torej so ga Angleži zaprli, ne. On je služboval torej vojaščino v Severni Afriki. Angleži so takrat zajeli te Italijane in on je kot Italijan doživel torej to, je bil v teh zaporov. In tudi tam tvegal življenje in zaradi tega se ni vključil v to gibanje antifašistično, recimo, ki je pa odporništvo, ki je nastalo v Italiji in potem seveda mnogo teh Slovencev, ki so bili v Italiji, so potem prišli v Jugoslavijo in se pridružili partizanom. Tako ta epopeja, recimo, te epopeje on sploh ni doživljal in zato tudi je bil nekoliko odmaknjen, ne. Medtem ko stric je živel v stiku s partizani in je videl to novost, kaj vsega dobrega naj bi prinesel komunizem, on tako ni sodeloval recimo pri tem navdušenju. Kako pa je Silvio sprejemal novo ureditev, pa potem tudi prehod? Da bi sploh rekli, pravite, da je slikar. Je angažiran slikar? Ali v tem smislu bolj apolitičen? On riše, torej je slika abstraktno, no. In zdaj, kar se tiče, jaz ne vem niti, kako je volil Silvio, povem po pravici, ker v Miljah je bila pa ta čudna situacija politično gledana. Recimo po Kominformu večina teh Slovencev oziroma ali pa teh pribežnikov, kako bi lahko rekli, ne, to tisti, ki so prišli čez mejo, so glasovali za komunistično partijo in to so bili Vidaljevci, ne. Vidali je recimo bil močno za Rusijo, Titovci so bili recimo v manjšini in Vidali je tisti, ki je pa veliko pritiskal, da ti otroci obiskujejo italijanske šole, ne. Tako se je prišlo tudi do tega, Slovenci, ki so zbežali iz Titovega komunizma, ki pošiljajo otroke v italijanske šole in glasujejo za komunistično partijo, ne. Tako v tem ker vem, recimo v Žavlje, v glavnem Štramar, to naselje Zindis, kjer je stanoval v začetku Silvio, to so bile v glavnem delavske četrti in glasovali so pa močno za komunistično partijo. Silvio pa, recimo politično ne vem, koliko je bil angažiran, je bil pa med ustanovitelji Društva Slovencev Milske občine, ki je nastala v 70-ih letih in ki je veliko tudi prispevalo k temu, da potem te dve šoli, ki sta bila na Korošcih oziroma Sveti Barbari in v Žavljah, da sta se združili in je nastal en slovenski šolski center pa v centru v Miljah. Torej, vendarle kar precej dogajanja. Mogoče bi moral gospod vseeno pomisliti še o kakšni knjigi. Tale se res zelo, zelo hitro bere. Bi pa mogoče spregovorila, če imate ta podatek, ste rekli, da ima veliko fotografij shranjenih. Je torej fotografija na naslovnici tudi ena od njegovih? Ne, to mislim, to je Zmagajnove zapuščine, ker je torej tista, ki je na italijanski izdaji, je on, torej ko so ga birmali in je imel za sabo to rumeno črto, od te Morganove črte. Potem pa je dal tudi v italijanski izdaji veliko svojih fotografij, tudi tukaj jih je, ampak ta iz naslovnice pa je Zmagajnove zbirke. To se je avtor sam odločil ali je bilo to od založbe? Mislim, da je ZTT, da je tem, zato ker recimo tudi s tem, da ne vem, zakaj niso to Leandrovo, torej Cunjevo besedilo objavili, ker tudi na vse zadnje enih 10 strani, torej ni, da je ne vem koliko, so se osredotočili samo na ta del, ki je to intimno dogajanje, ne? Medtem ko en zgodovinski okvir po mojem je bil potreben
In tako da včasih moram jaz nadoknaditi, ker nisem ne zgodovinarka, ne prevajalka, ampak tako nekje zamašimo te vrzeli. Ker tisto je pa prav strokovni To je zgodovinski zapis. strokovni, ja, on sicer je med temi redkimi škofjoti, ki so stali na škofijah in ki se je poglobil prav o tej tematiki in je napisal tudi nekaj na vrsto knjig. Za Silvija pa je izrecno to obnovo, recimo, tako da poljudno znanstveno, da zelo dostopno tudi jezikovno, brez takih posebnih tehničnih izrazov. Mogoče še vprašanje glede Il Piccola, se pravi, je neka rdeča nit od njegovega otroštva, ko sam napiše prvi dve črki in ugotovi, da je pravzaprav ponovil, prerisal nekaj, ko je našel strgan list, preden ga je dal v peč in je ravno od tega tržaškega dnevnika. Je bil potem pa še mama, ki je pravzaprav prav tam svoj dnevnik objavljala. Je neke vrste rdeča nit in je bil Piccolo torej prisoten že tedaj in se je tudi bral na celotnem slovenskem tržaškem ozemlju? Ja, ker Piccolo je bil edini časopis, edini dnevnik, ki je izhajal na Tržaškem, to že gotovo, pred prvo svetovno vojno še zelo irredentistično nastrojen. Potem pa seveda, recimo po padcu Berlinskega zidu, se marsikaj spremenilo in tudi torej Piccolo ni objavljal dnevnika. Je bil en intervju, kjer je mama neke odlomke z dnevnika prebrala, ker tudi ta novinarka je želela pristno besedilo in zaradi tega torej je potem nastal ta članek, daljši članek iz Piccola. Piccolo zares je ena rdeča nit, ki vodi recimo celo obdobje med vojno in tudi po vojni, torej Primorski dnevnik, potem pa je naš dnevnik Slovencev, Silvio je naročena Primorski dnevnik, ampak Piccolo se ga prebira vsekakor, jaz berem eno in drugo vsak dan. Torej ta dnevnik, o katerem piše ta materin dnevnik, je bil v bistvu, je torej dejansko obstajal kot dnevnik, ona je pisala dnevnik? Ja, tudi je ena slika tega dnevnika, zdaj ne vem, če ne vem, v italijanski izdaji je na enem zvezku s tistimi črtami, ki ga rabijo otroci v 3. razredu, debelejša črka, in tam je ona pisala ta dnevnik in so te besede, je slika recimo tega dnevnika. Dejansko je obstajal, res, ona je potem, sicer ta dnevnik je vsekako začela pisati kasneje, torej dnevnik in spomini skupaj, niso bili dnevniki, mi pojmujemo, se nekaj zgodi danes in nocoj nekaj napišemo v dnevniku, kot neka kronika. Ona je napisala ta dnevnik kot spomini, ki se dogaja v določenem času in nekje sama prešla v tisti čas. Pa je on vedel za obstoj dnevnika že še, ko je mati živela? Ali so ga kasneje? Ne, to je, ko je še mati živela. Sej ravno to potem ga je navdihnilo, da po tistem intervjuju, da bi tudi on nekaj podobnega začel. Ampak to je gradil zelo počasi, tudi po pravici povedano. Torej, prav začetek je on pri 78, tako. Torej 2 leti je rabil, da to malo prebavi, preuredi, prekliče v spomin vse te razne etape in počasi tudi po sanjah, ki ima, ko sanja očeta in sanja tako te razne situacije, počasi on sestavlja potem to knjigo. Mogoče veste, je pisal na roko ali računalnik? Na računalniku ima, torej precej tako izvežban, kar se tiče računalnika. Ja, včasih ljudje starejšega datuma prisegajo vseeno na tiste zapise, je pa verjetno veliko težje urejati. On je pisal na računalnik, tudi shranja vse kritike, ker je kup in pol ljudi potem bralo to knjigo, pisalo o tem, v Milanu tudi ta revija Ponterosso, torej je neka elita, recimo, ljudi, ki je zelo cenila to njegovo delo in vse on je se to skanil, potem je poslal to gradivo po elektronski pošti, tako ima tudi on svojo elektronsko pošto, se je povezal po Zoomu takrat, ko smo imeli predstavitev knjige na Škofijah, torej je še koliko toliko
elektronski človek. Mogoče samo še besedo ali dve o njegovem odnosu do narave. Se mi zdi tudi takole na zadnji strani lahko preberemo, sem kot tista drevesa, živa priča neke daljne preteklosti. Otroštvo in starost se v meni zdaj tiščita skupaj kot lesena vlakna, ki so pod skorjo ljubja zaščitniško narisala koncentrične kroge, da bi pripovedovali o minevanju časa. In prav zanimivo se mi je zdelo tudi, da v nekem trenutku, ko govori o svojem otroštvu, razlaga o drevesih kot o neke vrste prijateljih, ki so odraščali skupaj z njim. Mu je torej bližje narava kot mesto? Ja, verjetno tudi bližje narava kot ljudje, je rekla. V smislu, da je on videl veliko tolažbo, se je čutil potešenega, ko se je zatekel k tem drevesom in tam je dobil neko svojo dimenzijo. To gotovo. Zdaj osebno z leti seveda je to gojil naprej, ampak bolj normalno, bolj neposredno z naravo kot z ljudmi. On ima tudi določene težave, tako da se izpove. In tudi v slogu, kako govori zelo počasi, zelo poudarno, kot s kapljicami ti zaupa nekatere skrivnosti. Mogoče takole za konec, gre za knjigo, torej, ki veliko govori o mejah. Mislili smo že, da jih zdaj skoraj da ni več. V zadnjem času so spet nekako malo so, malo niso. Kako je bilo danes pri prehajanju meje? Ste šli normalno čez? Normalno, ja. Po pravici povedano, jaz nisem, razen takrat, ko je bil COVID, seveda, ker smo bili zaprti. In ravno takrat je knjiga išla, tako da tudi je bilo to vzporedje z mejo. Takrat je bila črta, sicer zdaj so bile te cone rumene in rdeče, in tako je, zgleda tako daleč, pa pravzaprav, ampak po pravici povedano, zdaj te kontrole, ki so ob meji, jaz jih ne vidim, jih ne opažam, tako da res je prost pretok in smo srečni zaradi tega. Vas nikoli ne ustavijo? Ne, zgleda, da nisem sumljiva. Je super, najlepša hvala, da ste prišli čez mejo predstaviti tole knjigo tudi v naš studio. Hvala lepa vam za priložnost. Silvijo bo zelo vesel te priložnosti. Tako, lepo ga pozdravite tudi v našem imenu. Bom, gotovo. Vi, dragi gledalci, pa seveda le vzemite knjigo v roke. Govorimo o knjigi Otrok na Morganovi črti, ki jo je izdalo Založništvo tržaškega tiska, v kateri pa lahko torej iz prve roke izveste več o času Druge svetovne vojne in življenju na tem področju. Če ste zamudili kakšen odlomek pogovora, pa vas seveda vabim k ogledu celotnega ali ponovno ali od začetka na naš YouTube kanal na Megafon TV. Lep pozdrav, do prihodnjič.